Gorski gozdovi kot ponor oglika, tule se moram zahvaliti svojim kolegom, ki so mi pomagali pri predstavitvi, pa potem mogoče kasneje več o tem, zakaj. Zdaj, gorski gozdovi kot ponori ogljika, tole je približno na kratko povedano, kaj bi rad predstavil, se pravi, ponor ogljika je del kroženja ogljika, potem pa ni samo ponor, ampak so tudi lahko emisije v gorskem gozdu, ki je del sekvestracije ogljika, se pravi raznih procesov, ki v gozdnih ekosistemih potekajo pri kroženju ogljika. Nekaj mogoče na temo zalog ogljika v gorskih gozdovih, v Sloveniji pa mogoče primerljivo v kakšni drugi državi. Podnebne spremembe in kroženje ogljika, kaj se dogaja, in pa seveda glede na te sektorske cilje, kako jaz sam vidim vlogo ponora ogljika ali pa funkcijo ponora ogljika v razmerju do ostalih sektorskih ciljev. Pa če gremo kar na začetek, ponavadi je zmešnjava že v poimenovanju različnih pojmov, kot je ponor, pa vir, pa skladišče ogljika, zaloga ogljika in tako naprej. Zato, ker se tu mešajo različna področja, pa tudi konec koncev zakonodaja, ki govori o zalogah ogljika glede na različne rabe tal. V našem primeru gre zdaj za gozd in potem nastane, bi rekel, včasih nesporazum med biologi, gozdarji, pa tudi, bom rekel, kemiki, pa tistimi, ki se ukvarjajo z emisijami toplogrednih plinov in bilanciranjem teh toplogrednih plinov, tako na ravni ekosistema, kot na primer države ali pa regije. Tukaj je nekaj teh pojmov razloženih. Se pravi, ponor je pač proces, dejavnost, mehanizem, v katerem iz ozračja se odvzemajo toplogredni plini, pri nas se pa zdaj osredotočamo na ogljikov dioksid. Vir je pa obratno, gozd ali pa gozdni ekosistem je v enem delu vir, v enem delu je pa ponor. In ta dva sta ponovadi kar v večini primerov na dolgi rok uravnotežena. Tu vidimo, na desni strani imate eno shemo, enostavni prikaz kroženja, se pravi med atmosfero, biosfero in oceani. Tukaj poteka pač ta glavni tok okrog in izmenjava ogljika. In na levi strani imate pa gozdne ekosisteme na svetovni ravni, in seveda, če gledate gozd kot ekosistem, je sicer enota, ampak mi ga razdelimo pač na nadzemni del, predvsem gre za drevje, potem podzemni del, se pravi koreninski živi del, potem odmrla biomasa, upad in pa gozdna tla. Zdaj, odmrla biomasa, mi smo predvsem na tisti leseni del, ki leži na tleh, medtem ko upad je pa tisto, kar vsako leto prehaja v kroženje v sistem. In pa gozdna tla. In kaj najprej opazimo? Opazimo najprej, da predstavljata večino ta nadzemni del, se pravi pri nas drevje, in pa gozdna tla. In praviloma gozdna tla v nekem večjem deležu kot nadzemni del. Kljub temu, da tega ne opazimo, se pa potem pri ponoru ali pa ko govorimo o zalogah ogljika v naših gozdovih, se pa tukaj nek drug kreativni sistem vzpostavil in vidimo, da velik pomen gre tudi za gozdna tla. Podatki so zelo variabilni. Če mi hočemo oceniti, na primer, za enostaven sestoj, vidimo, da se iz metra na vsak meter spremenijo podatki glede zalog ogljika, tako da gre tukaj zares za zelo variabilne vrednosti. Imamo pri kroženju ogljika ločimo nek globalni ciklus, se pravi, pa imamo te kratkotrajne cikle. Tukaj moramo ločiti, ker so tudi, ko govorimo o elementih globalnega cikla, so drugačni kot teh kratkotrajnih ciklusov. Spodaj so pa še nekateri toplogredni plini. Gremo naprej. Tole je pa za gozdni ekosistem, neka enostavna shema, ki kaže na tokove ogljika in s tem lahko mi tudi govorimo o neki neto ekosistemski bilanci.
In lahko govorimo o ponorih ali pa emisijah. V Sloveniji v glavnem prevladujejo sicer ponori, ko govorimo o gozdu, ampak ko govorimo po traviščih, pa že ne. Odvisno, na kakšnih rastliščih uspevajo ta travišča. Zdaj, tamle imate še opis sekvestracije ogljika v gozdnih ekosistemih, kdaj ta sekvestracija ali ta proces vgradnje ali pa vezave atmosferskega CO2 ali pa tudi emisij, se pravi izhajanja, kdaj je ponor, se pravi, če na določeni površini govorimo v določenem časovnem obdobju, se ta skupna zaloga organskega ogljika ali pa relativno stabilne organske snovi povečuje v času. Tole pa je ena preglednica, ki so jo pripravili moji kolegi. Gre za zaloge ogljika v nadzemni in podzemni biomasi, tole ni in biomasi, ampak biomasi. Gre za podatke 4x4 kilometrske mreže, na kateri poteka inventura, sistematična, in gre za tiste točke, za katere smo mi čisto, bi rekel, na osnovi ocene in pogovora z kolegi, ki se ukvarjajo z gozdno vegetacijo, omejili nek gorski gozd. To je zelo, kot vidim in kot tudi, ko se pogovarjam s kolegi iz zavoda in drugimi, vidim, da so mnenja zelo razdeljena. Ampak, na primer, arbitrarna ocena. Gre za to, da vidimo, kakšna je zaloga ogljika v tistem nadzemnem delu, se pravi, ki ga zmerimo nadzemno, se pravi lesna zaloga po domače, in pa potem preko raznih faktorjev, odvisno, za katere drevesne vrste gre, se preračuna še koreninski del, tam nekje od 0,20 do 0,30 ali pa 20% ali pa 30% nadzemne pomeni tudi podzemni del. In iz te karte smo izločili, se pravi, točke, te 4x4 kilometrske mreže, ki padejo nad 800 metrov. Z blago štrafuro je pa še označeno območje Alpske konvencije po občinah. Kaj nam to pove? Pove nam, da nekje zaloge so med 75 in 150 ton na hektar. V glavnem, če pogledamo kakšne tuje rezultate, vidimo, da so to približno podobne vrednosti kot naši kolegi, se pravi, da ne gre za neke, na primer v Švici. Na tej karti so predstavljene zaloge ogljika v odmrlem lesu. Gre za isti sistem za leto 2018 in vidimo, da nekod je kar velika količina, se pravi, imamo tudi neke ekstremne objekte, ker je na primer nad 20 ton na hektar ogljika shranjeno tudi v odmrlem lesu. In če primerjate zgori, tam imate številke do 150, pa tukaj imate do 40 in to je v bistvu, se seštevajo te vrednosti, ko govorimo o biomasnem delu. Če pa govorimo o tleh, imamo pa tukaj tudi podatke in vidimo, da so vrednosti nekje od 50 nad 100 ton ogljika, ampak samo do 40 cm globine. Dobro, v velikih primerih so v gorskem gozdu, na primer, globine relativno plitke, ampak imamo pa tudi določena mesta, kjer so te globine velike. Pa še v bistvu proces zastajanja razgradnje organskega dela tal, ki pa potem pripomore, da so te vsebnosti ponavadi zaradi tega razloga tudi nad 100 ton na hektar. Tako v grobem bi rekli, da je potem za temperate forest v tem območju je tisto, kar je nadzemno, je, bi rekel, tisto, kar je podzemno, bi moralo biti malenkost več. Če bi bilo, na primer, nadzemno 100 ton, bi mogli biti 120 ton v tleh. To so pa podatki iz različnih naših projektov v preteklosti, v katerih sodeloval tudi Milan.
ki je prej predstavljal, gre podatke iz 8x8 kilometrske mreže, v katero je vključeni tudi 16x16, ki je delala sicer posebno inventura in pa tudi inventura na ploskvah intenzivnega monitoringa. Zdaj, kaj to skupaj pomeni? Tukaj imamo eno mogoče prosojnico s številnimi podatki, vidimo pa, da so na primer zaloge tu so za 2012 pa za 2018 v levem kotu označene, gre za AGB above ground, BGB pa below ground, to so pa številke, prej so bile pikce, to so številke, so povprečne vrednosti za število ploskov vidite 182. To gre vse za našo arbitrarno oceno nad višino 800 metrov. Relativno gre za dosti velike zaloge in če jih primerjamo z povprečnimi vrednostmi, to so pa v sredinskem kvadratu, vidimo, da gre za nekoliko večje zaloge, se pravi v gorskem svetu, kakor je povprečje za Slovenijo. Kar je zanimivo, sicer načeloma, ne vem, če se vidi, ko tole z kurzorjem pokažem, pri delta C, delta vsebnosti ogljika, se kaže med leto 2008 in 2012, da so bili te gozdovi v nekem povprečju ponor. Se pravi, najvrstne zmere, tukaj je 3,7 ton ogljika na hektar, ne bi se povečalo v povprečju na teh objektih, medtem ko tu pa kaže minus 13,4. Če preračunamo v CO2 ogljik, govorimo, da je ponor takrat, ko je vrednost minus. Se pravi, gre za čist, veliko in tak metodološki pristop. Ena opomba, prosim, da počasi, čas se vam počasi izteka, tako da vas prosim. To je to, vse boste pod prosojnico ali pa tale predstavitev lahko videli. Tole gre za predstavitev vrednosti iz švicarskega nacionalnega gozdarskega reporta. Tukaj bi pač se tisti, ki ga poznate, veste, da je zelo simpatičen in pregleden in bi bil zelo vesel, da bi imeli v Sloveniji tudi kakšno tako poročilo. In tu kaže tudi na te zaloge. Od jih vidite, gre za living and dead, biomass, to je above ground, pa below ground, pa deadwood, se pravi tisto, kar smo mi prikazali, in pa za gozdna tla. Vrednosti, če jih pogledate za Alpe, alpski prostor, ki je tukaj omenjen, so zelo podobne našim. Tole bom preskočil, ampak tole pa ne smem preskočiti, se pravi, ko govorimo o klimatskih spremembah, podnebnih spremembah, imamo nenadne, dolgotrajne in tako naprej, in seveda te podnebne spremembe vplivajo na ponor, na, bi rekel, skoraj na tako veliko število procesov, ki so včasih tudi v nasprotju, ko govorimo o ponoru, tako da je to, bi rekel, dosti kompleksno vprašanje. Kje, kaj, zakaj, kako. In zato, ko govorimo o, bi rekel, sektorskih ciljih, podnebnih ciljih in ko govorimo o neki ponorni funkciji pa povečevanju, jaz bi rekel, kot prvo, zaradi podnebnih sprememb bi bili zelo srečni, če bi ohranjali ponorno sposobnost slovenskih gozdov, tako gorskih kot drugih gozdov. Že ohranitev bi veliko pomenila. In ko primerjamo te cilje za gorski gozd, bi jaz rekel, da gorski gozd kot ponor ogljika je bolj nekako posledica v celoti izvedenih ciljev, se pravi, izkoriščenega varovalnega potenciala, pospešene preobrazbe gozdov in trajnostnega upravljanja gozdov na celotnem območju Alp, se pravi, da gre v končni fazi za nek v bistvu posledica, če so te cilji izvedeni, potem ni, če res ne pride do hudih posledic podnebnih sprememb ali pa človekovih aktivnosti, potem naj bi ta funkcija ponora se ohranila in ne nazadnje moramo imeti še izboljšanje kakovosti tal v Alpah, ker od kakovosti tal v gozdu, ne samo na travnikih in pašnikih, je tudi odvisna ponorna, bi rekel,
funkcija ali pa sposobnost gorskega gozda, da ga ohranimo kot ponor, ali pa najmanj, ali pa v bistvu vsaj, da ostane na neki taki ravni kot danes. Toliko bi jaz imel za sedaj in bi se zahvalil za možnost predstavitve.